Predstavitev programa gospodarskega središča na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem prihodnje leto, januarja, je nadaljevanje tradicije, ki jo Rokometna zveza Slovenije je začela gojiti leta 2015 v sodelovanju z VZMD-jem in praktično VZMD je naš partner od prve takšne organizacije v Katarju in skozi Wroclaw na Poljskem, Pariz, Francija in lani v Rio de Janeiro se ob tej priliki tudi zahvaljujem VZMD-ju, da je praktično naš zvesti pokrovitelj in sledilec našemu programu, zato smo tudi letos pri organizaciji programa za drugo leto v Zagrebu se odločili, da bomo ponovno sodelovali. Morda bo ponedeljek praktično highlight tega celotnega tridnevnega programa, ki se začne v soboto z najavo kandidature za Evropsko prvenstvo 2022 treh držav Slovenije, Makedonije in Črne Gore, kjer bojo prisotni tudi župani mest organizatorjev. Vendar ta ponedeljek, ki ga štartamo zjutraj z Slovensko-hrvaškim poslovnim klubom, predstavitve njihovega sodelovanja in dejavnosti, na to sledi predstavitev VZMD-ja oziroma ključnih evropskih predstavnikov, malih delničarjev in inštitucij, s katerimi VZMD sodeluje in se nadaljuje program z Nemško gospodarsko zbornico, kjer so najavila sodelovanje oziroma se pojavljajo imena za sodelovanje, kot so BMW, Siemens in praktično največje nemške korporacije. Popoldanski del pa mislim, da bo daleč največji dogodek, saj bomo gostili predsednika UEFA gospoda Aleksandra Čeferina in pa kasneje zelo pomembno okroglo mizo s ključnimi gospodarstveniki v regiji, tako predsednikom OTP banke z Mađarske, gospodom predsednikom uprave Atlantic grupe iz Hrvaške, gospodom Bobincem, predsednikom Gorenja in pa seveda z gospodom Aleksandrom Čeferinom. In kasneje za zaključek dneva seveda vsi vabljeni na tekmo Slovenija-Nemčija, kjer mislim, da si lahko po dolgem času ali pa po dolgi rezultatski suši obetamo, da bomo premagali enkrat končno Nemce. Sreda je pa tisti del, kjer povezuje politiko in gospodarstvo. Častni pokrovitelj tega centra je tako ali tako predsednik vlade gospod Cerar, sredo je pa gostitelj celotnega programa minister Počivalšek in tukaj v skladu s Spiritom in STO-jem pripravljamo tako imenovani poslovni forum. Nit oziroma rdeča nit tega dogodka bo zeleno oziroma ekološke tehnologije kot priložnost v regiji. Neka ključna slovenska podjetja, Hidrija, Riko bojo predstavljali projekte, ki so zelo pomembni z tega vidika in razvoja teh produktov v regiji. Povabili bomo pa seveda tudi politični vrh, tako da mislim, da se bo odzvala hrvaška gospodarska ministrica, ki je hkrati tudi podpredsednica vlade, minister za energetiko, tako da mislim, da bo to en lep zaokrožen gospodarski forum. Naj povem, da je najavil več kot 50 slovenskih podjetij udeležbo v tem slovenskem središču, tako da verjamem, da je to tudi priložnost za VZMD, da izkoristi na nek način te svoje povezave, še bolj utrdi vezi med podjetji, kjer so pač tudi zastopani oziroma zastopajo male delničarje in mislim, da je to lahko spet ena velika prilika, da tudi se pokaže, kaj VZMD dela in na nek način javno predstavi svoje uspehe. Pa evo ja da vas pozdravim naravno u ime svoje i reprezentativaca. Kad je utakmica sa Hrvatskom u pitanju, naravno da mi teško da možemo naći jednog većeg i boljeg rivala i pogotovo tu je blizu i izbor grupa, odnosno žreb nam je pomogao da dogovorimo sa njima ove dvije utakmice. Sigurno da ove dvije utakmice se igraju pod utiskom one utakmice koja se odigrala za bronzanu medalju u Parizu, gdje je Slovenija pobjedila, osvojila bronzanu medalju i mislim da nekako ekipe i reprezentacije koje izgube nauče više iz poraza nego one što su pobjedile, jer siguran sam da Hrvati sa novim selektorom, sa povratkom nekih igrača kojih nekoliko godine nije bilo kod starog ovog selektora, imaju veliki motiv, a da dokažu da taj dan je bila jedna slabost, a mi opet sa naše strane hoćemo da pokažemo da smo zasluženo osvojili tu medalju i da pobjedimo ako i kako moguće oba dvije utakmice. Naravno da ja kao selektor
kažem da će naša reprezentacija izaći maksimalno motivisana, da ćemo se boriti, ali da ću pružiti igračima koji su tu na pripremi, svim igračima koji su na priprema u 2 utakmice šansu da pokažu da su zasluženo reprezentativci i da se na njih može računati i za evropsko prvenstvo i za neku budućnost. Nedostaju nekoliko igrača koji su za nas jako bitni, kako je potekao, Mačkovšek, nema tu ni Lebana, neće igrati ni Jure Dolenec jer on gotovo sigurno će otići na operaciju i nadamo se da će se oporaviti do evropskog prvenstva, ali svi koji budu u sastavu, jer dogovorimo da igramo sa 18 igrača, će dati svoj maksimum i nadam se da će publika uživati jer stvarno će to biti jedan spektakl, 2 ozbiljne reprezentacije. Hvala. Marko. Lep pozdrav vsem. Jaz lahko povem v imenu igralcev, da bomo vsi, ki bomo stopili na igrišče, sigurno hoteli zmagati, dali bomo vse od sebe. Vemo, da vedno tekme proti Hrvaški so nekaj posebnega in je nek tu ta sosedski naboj in je pa tudi seveda pomembno, da ostanemo nepoškodovani, vsi zdravi in da tudi dobimo nek pogled, kako smo trenutno igrani kot reprezentanca in jaz mislim, da se bomo dobro predstavili vsem, ko bomo prišli v Stožice in jaz bi jih v tem trenutku tudi povabil še enkrat, da jih ne prije čim več in potem tudi na Hrvaško. Peter, seveda še s tvoje strani, glede navijačev, torej kaj pri Kompasu pripravljate, kdaj gredo paketi v prodajo, na kakšen način? Super. Prvo hvala za besedo, hvala reprezentanci, seveda selektorjem na čelu, da lahko sanjamo o kvalitetnih igrah, dobrih rezultatih, ki seveda za sabo vedno potegnejo tudi navijače, oziroma lahko moč tudi obrnem, da navijači lahko potegnejo za sabo tudi dobre rezultate reprezentance na samem dogodku. Imamo odlično popotnico, kot je že pred selektor omenil, z zadnjega svetovnega prvenstva in verjamem, da je lahko medalja, ki smo osvojili, tudi dodatni motiv za navijače. Konec koncev tudi Zagreb dobro poznamo, pred nekaj leti smo imeli tam Evropsko prvenstvo v košarki, tako da logistika, ki je pripravljena za rokometne navijače, bo izgledala zelo podobno. Tudi za nas z navijaškega vidika je najbolj pomemben datum sobota, 13. januarja, prvo zaradi prve tekme, ki nam lahko veliko prinese oziroma tudi odnese, predvsem pa zaradi tega, ker računamo, da bo sobota tisti najbolj udaren navijaški dan. Veseli bomo tudi pomoči medijev, da bodo za svojimi pozitivnimi zgodbami in pristopom lahko še več navijačev spodbudili k obisku tekem, kajti kot se je pokazalo na vseh večjih športnih dogodkih, navijači so tisti 6., 7., 12., katerikoli igralec, odvisno od športa. In veseli bomo vsakega navijača in močnega grla. Toliko za enkrat strani. Hvala Peter, hvala seveda vsem.